Ja, tako pa smo nazaj v živo. Zdaj, če ste gledali spot, ste mogoče prepoznali, ali pa ne, našo prvo gosto, ki prihaja iz Primorske. Točno, kje bo sama povedala, Ajda Podgornik, lepo pozdravljena. Živjo. Skod prihajaš? No, v bistvu prihajam iz majhne vasice Skrilje pri Ajdovščini. Aha, Skrilje. Ja, Skrilje, ja. Skrilje. Če sem rekla Skrilje, ne bi vedel, ne? Tako pa, ker rečeš Ajdovščina, pa se gre, aha, to je tam. Ja, tako. Daj mi povej, tudi danes v Celju je deževno, pri vas pa verjetno burja. Ma v bistvu zdaj neč napiha. Ne. 2 dni nazaj pa je kar fajn pihalo, tako da... Se je skladilo tako kot tukaj pri nas, ali še imate? Pri nas je kar zelo toplo. Je toplo še, ne? Tukaj se rabe že plašč, pri nas še tako, kakšna felpica bolj ali pa vetrovka. Tu imate Primorci pač to srečo, ne, z vremenom, ne? Dobro, prvič si naš gostja v oddaji Top Music. Mogoče v začetku, da poveš kaj vseb, seveda, skod si že povedala, zakaj glasba, kakšni so bili tvoji začetki, recimo, čisto na kratko. Ja, pač moja strast je itak petje, ko se vide, sliše. Že od majhnih nog sem si želela biti pevka, tako da z mojo boljšo prijateljico in sestrično smo cele dneve pijele in plesale po garaži, tako da smo že takrat vadile za nastope in tako. Jaz sem šla naprej v tej smeri, ona je šla v druge vode. In pač začela sem na solo peti, operno petje sem pjela 8 let. Tudi v Trstu na konzervatoriju sem bila v operni smeri. In potem se je v meni zgodil en preobrat. Mislim, že prej sem pjela tudi zabavno glasbo in vse druge stile glasbe, ampak takrat sem bila prav tako, to je zelo preveč resna zvrst zame. Jaz sem pa taka zelo živahna, nasmejana in zelo težko sem primeri. Tam je bilo treba biti pa kar bolj primeri in tako. Se nisem dobila, no, mislim, resno. Sam sem mogla pa poskusiti. Dobila sem prakso na preponi, da vse tako štima zdaj, kadar pojem, tako da ni bilo nič za manj. Lepa leta, lih tako. Ostaješ pop? Pop-rock. Pop-rock. Prav pop, ne. Mislim, tako meni mi je všeč tudi country, rock, pop tudi funky. Tako kakšnih balad, romantičnih pesem pri tebi ni za pričakovati? Ja, tudi kakšnih. A bo? Tudi to bo. Nisem omejena, no, tako bom rekla. Sem odprta za vse stile glasbe. Si bila tu že na kakšnih festivalih prav, kakšnih odmevnih recimo? V bistvu še ne. Še ne? Če misliš kakšne Eme ali pa Melodija mora in sonca, slovenske popevke. Pa za mlade tudi z festivalov verjetno? V bistvu nisem še bila. Nazadnje sem bila na Slovenski noti 2020. Sem bila tudi prva po mnenju strokovne žirije. Zelo lepa izkušnja. Tu je bolj taka, da bi rekla, da je bil festival in tako, no. Se pa trudim vsekakor, se prijavljam svoje skladbe na festivale. Upamo, da bo sreča letos. Kaj pa recimo talenti? Sem bila. Aj si bila? Ja. Katero sezono? 3-krat sem bila že. A 3-krat si bila? Ja, mi ni še, pač enostavno sem prišla, sem imela priložnost se predstaviti, ampak jim nisem bila po njihovih merilih, ampak ne, zato jaz sem bila ful zadovoljna z nastopom in to je tisto važno. Dobila si neko izkušnjo, nastop pred občinstvom, ne? Je pa res, vsi imajo svoj okus, ne, in ne moreš tam... Je pa problem, ker so v bistvu v teh 4 v žiri samo en je pevec, ostali so pa v bistvu, tako on reče, se za njega obrnejo, ne, to sem malo opazil, ne. Ok, zdaj za uvod smo videla en tvoj spot, oziroma to je prvi, ne? Ja. Kot eno. Tako. Zelo, naravi, konji, mogoče predn pokomentiramo spot še tudi, mogoče ima kakšno, ne vem, skriti pomen ta komad, recimo, si hotela kaj s tem sporočiti, recimo, s tem spotom? Ja, pač v bistvu, mislim, da vsak od nas je imel kdaj kakšno tako malo prepovedano ljubezen, oziroma tako nam je bil kakšno všeč, mogoče, ker nam bi bilo fajn, da bi nam bil všeč. In pač tu sem želela sporočiti skozi komad, da pač vsi smo samo ljudje, mislim. Res je, ja. Na tak način, no. In potem prispodoba konjev za? Konji v bistvu niso kot neka prispodoba te zgodbe, je zgodba, ki poteka v naravi, ker se ta dva zaljubljenca dobita, se videti video spoti, pač, ko se zagledata in pač gresta v greh, bi se rekla temu, no, tako, no. Ok.
Zdaj, ker druga gostja v zakulisju spremlja oddajo, ti pri našem kvizu ne morem ponuditi izbire. Okay. Nismo se pa prej pogovarjali, tako da današnji glasbeni kviz za tebe bom izbral skupino Beatles. Ok, zadeva čisto enostavna, povedal ti bom 3 vprašanja, želim 3 točne odgovore. Okay. Če slučajno ne boš vedela, pa bom pomagal z pod vprašanjem. Ne? Zdaj, trenutno vodi Chris iz skupine Joker Out 7 točk, med ženskami pa Stella 3 točke, tako da tvoja naloga danes je vsaj 4, ne? Ok, gremo. Prvo vprašanje, kdaj je se rodila ali nastala skupina Beatles? 1963. 1963, žal ne. 60, 61 ali 62? 61. 60. Dvakrat zelo blizu, ne? To je sicer ni tako lahko vprašanje. Ok, zdaj pa Beatlesi veš, da niso zelo dolg ustvarjali, ne? Ja. Kdaj so imeli zadnji koncert? Je pa dejstvo, da po zadnjem koncertu so še nekaj let ustvarjali. No, lahko ti pomagam, še 4 leta so ustvarjali. Zdaj, če veš, dolgo so ustvarjali, sem dejansko že povedal rešitev. 67. 67? Ja. Žal ne. 64, 65 ali 66? Joj, dobro, 65. 66. Joj, promerata. Dvakrat blizu. Ok, in pa zadnja. Koliko albumov so pa uspeli narediti? Kakšna izbira? Ja, če jo slučajno ne ugotoviš, ne? Ok, zdaj smo videli, da 10 let so ustvarjali. Ja. Se pravi, koliko albumov bi lahko v 10 letih naredili? Ja, najmanj 10. Najmanj 10, ja. Ma po moje so jih kakšnih 15. 15? Žal ne. Spalila. 12, 13 ali 14? 12. 13. Joj, no. Zelo, v bistvu si bila blizu tudi 9 točkam, ne? Nažalost se je pobrnalo, da jih ni bilo nič, ne? Ok, nič hudega, ne veš nekaj novega v Beatlesih, kar sem mogoče takrat, kar nisi vedela, ne? Ok, tule imam zapisan, da želiš tudi narediti enkrat pop country album, ne? To je zdaj želja, ne vem, letošnjem letu, naslednjem letu, v parih letih, kako si zastavila, recimo? V bistvu v roki 2 let si želim, da bi nastalo. Komade itak ves čas delamo, tako da smo zelo na dobri poti, no, tako bom rekla. Ko si rekla delamo, katera ekipa ti pomaga, recimo, pri pesmi? Jaz sem se povezala z Aleksom Volaskom in založbo Art Music Records, tako da smo ena super ekipca, ki delamo skupaj. In s PR-jem mi pa pomaga Kali Kolonič. Tako da smo se združili z vseh koncev Slovenije, da naredimo nekaj dobrega skupaj. Pri besedilih tudi sama, kaj imaš kakšno besedo ali se prepustiš, da... V bistvu prva skladba, nimam nič prstov jaz, glede glasbe in besedila. Tej skladbi, ki sem jo pa izdala prejšnji ponedeljek, sem pa napisala besedilo sama in glasbo sama. Tako da Aleks mi je napisal, mislim, aranžma je uredil in produkcijo, tako da sem ful ponosna, da sem tisto, kar sem čutila, dala v pesem, kar sem se zmeraj v bistvu želela, da bi kantavtorca delovala, da bi delala sama glasbo in besedilo. Pa misliš, recimo, da je na slovenski sceni, da je dosti pop country artistov? Mislim, da ni nobenega. Se pravi, si prebijaš let, ne? V bistvu nekaj novega sem se lotila, če lahko rečem malo po domače. Tako da se mi zdi zanimivo. Odkot pa to recimo veselje prav do country, recimo? Zanimiv ritem je, zanimive take melodije so v country in inštrumenti, ki jih pač ponavadi ne tako slišamo, bolj tam Amerika in tako, no. Tam je tega veliko, ne? Tam je v bistvu namest naših avsenikov, recimo po domače, ne? Tam je v bistvu country prevladuje, ne? Rada poslušaš njihove pesmi, recimo si jo vrtiš v avtih doma? Bolj balade country so mi zelo všeč, no. Kaj pa recimo tisti ples, ko recimo v filmih tudi vidimo, ko se s temi škornji pleše, recimo? Tisto mi ni toliko všeč, da sem prav iskrena. Si že probala kdaj to? Nisem še.
je kar zahtevno, zelo energije rabiš, ne? Čeprav izgleda čisto enostavno, ne? Ja, zgleda ful enostavno. No, danes pa, tako si že rekla, v bistvu, da oktobra, ne, si dala ven drugi komad. Tako. Čas, da zaživiš. Tako. Zelo zanimiv naslov, verjetno je to tudi pomen, v bistvu si s tem tudi opisala skladbo, ne? Ja. Vas kaj zanima, kako je nastala Seveda, skladba? ja. V bistvu skladba je nastala med korono, tako bom rekla. Aha, takrat ni bilo druga za delati, ne, in... Ja, mislim, imam zmeraj dosti za delati, ampak prav v glasbenem smislu je bilo pač prav zaprtje, ne? In takrat sem jaz rekla, jaz bi pa res rada napisala prvo sama sebi eno tolažbo, ker mi je bilo pač hudo, nisem mogla nastopati in tako. In v bistvu s tem, ko sem napisala to besedilo, sem dala sama sebi tolažbo, da sem si dala motivacijo za naprej in tako. In seveda tudi poslušalcem zdaj, ko to skladbo lahko slišite. Tako da se je kar dosti ljudi, ki so mi tako dali komentarje, reklo, da je zelo lepo besedilo in da so se našli v njem. Je tako motivacijsko pač, da se ne smejo obupati, da te ne smejo strah paralizirati, da pač moraš živeti svoje sanje in svojo pot, ki jo res čutiš v srcu. No, tako. To je tako sporočilce. Se pravi, to si v bistvu se sama naredila. Kaj pa glede spota, recimo? Kako ste se odločili neko temačno? Temačno? Mislim, sama boš najboljše opisala, zakaj recimo spot, recimo kako ste ga snemali, zakaj si se odločila za to izbiro? V bistvu scenarij za oba spota sem naredila sama. Aha. Tudi tu mi je ful všeč delati, imam ful idej in že sliko v glavi, kako naj bi izgledal video spot. Tako da pač jaz in moj mož imava doma eno majhno kmetijo tudi, katero je tudi videti v spotu, pač te pridelke in tukaj pridelujeva. In sem htela prikazati eno navadno življenje, vsakdanje, kako lepo skrbim za stvari, ki jih imamo doma, jih prodajam in pač se vsak dan trudim, da bom stala na tistem velikem odru, ki si ga tako želim. No, tako. In pač je treba ustrajati po eni poti, si začrtati ene cilje in pač tudi kaj zraven podelati, če ne greš trenutno samo od glasbe, no, tako bom rekla. Torej si imela čisto enostavno delo, ne samo prikazati si mogla to, kar že v resnici v bistvu tudi počneš, ne? Tako. Vedno vprašam, recimo pri snemanju spota, recimo ali pa pri nastopih, kaj tebi ljubše nastopati pred publiko, snemati spot, ali ti je v bistvu to veselje? Ma v meni, jaz, če bi bilo, bi snemala spot vsak dan. Meni je to tako zabavno. Niti naporno? Ne. Ker snema se vrti cel dan, ne? Jaz snema se v bistvu pol dneva zihar. Pa ste bili pa hitri, ne? Ja, smo bili v bistvu zelo hitri. Ne vem, meni je snemanje spota zabavno, zato ker imam tudi fajn ekipo in se ful presmejemo vmes in pač, ok, pa če bi rajši tako, pač ful nekih idej nastane in lepa energija, ma tu res teče kot po maslu, no, tako bom rekla, res sem dobila fajn ekipco. Ste imeli kaj ovir pri snemanju glede teh ukrepov ali je potekalo vse? V bistvu nismo imeli nobenih ovir, edino časovno smo vse zamujali. Od dvorane, ki smo jo najeli, mislim, tiste se je samo križal, joj, kdaj bodo prišli, vse nam je se je malo zavleklo, no, tako. Edino tu je bilo tako, ena taka stvar. Nam lahko izdaš kaj za kulisja, kaj takšne smešnega, kar se je zgodilo, kar kamere niso posnele? Ja, je v bistvu bilo zelo smešno, ko smo v enem prizoru nakladali v bistvu gajbico česnika v avto, ker potem grem na tržnico, ne? In je rekel snemajec, no, ajde, zdaj pa zapri, kako rečete vi? Prtlažnik? Prtlažnik in pejdi v avto. In jaz sem vzela res dobesedno, jaz sem to zaprla, da je malo razsula vrata in tekla, mislim, tako mi... On je mislil pa da nežno, ne? Ja, in potem on, ma saj se ne tako mudi, ne? Mislim, take majhne, drobcene stvari, ki naredijo pač tak magičen dan in vse skupaj na vzdušje. Se pravi, je bilo tekalo sproščeno, ko si rekla, da si sama delala spot, tudi nisi bila tako zahtevna pri detajlih. Pri detajlih je pa snemalc Luka Zajlak. Aha, on je v bistvu... Ja, v bistvu on še tako doda, mogoče malo bolj tako, ima pač očke za to, ne? Tako da ja. Zdaj, če bi ta dva spota dala primerjavo, si na oba ponosna, si na kjerga bolj, na kjerga manj? Ma oba sta mi nekaj posebnega,
vsak spot ima neko svojo zgodbo in vsaka skladba ima svojo zgodbo. Je težko primerjati tu. 2 leti nazaj sem bila popolnoma drugačna, kot sem lahko zdaj. Zdaj sem še bolj Ajda, še bolj živim svoje sanje. Mislim, težko je to povedati, no, tako primerjati. Zdaj vemo, kakšne so okoliščine trenutno, da je tudi do nastopa težko priti, ampak vseeno si kakšne načrte zastavljali letos za kakšne nastope ali boš raje delala na novem komadu? Oboje. Aha. V bistvu, lih jutri začnemo delati eno novo skladbo za en festival, drugače pa že z mojim kitaristom, Egonom Boštjančičem Vadova, z Veseli december, mislim, tu po moje skozi igranje, no. Aha, že imata kaj rezervirano, napovedano? Mislim, bova imela, mislim, zdaj prvo moramo fajn zvaditi in potem se dobijo špili, mislim, se ful išče v decembru, tako da se me ne skrbi, Če bojo ukrepi seveda dovolili, ne? Bojo. Bojo? Si zelo optimistična, ne? Letos pa nam ne bojo tega vzeli, resno. Lani je bilo verjetno kar težko, ne? Ja. A se spomniš svojega zadnjega stopa, kje se je odvijal? Lanski nastop? Letos verjetno ne vem, a si imela kakšnega letos? Ja, v bistvu sem, jaz tudi po privat zabavah pojem, tako da tega je bilo kar dosti, no. Kakor pred publiko, recimo? Mislim, se tam je tudi publika. Ja. Sam pač na drugačen način, ne. Ja, zadnji nastop je bil v bistvu en mesec nazaj proti Kuneni prireditvi, ker je bila 100-letnica enega delovanja podjetja. No, to je prav tak, če prav hočeš vedeti, prav tak nastop pred ljudmi. In verjetno si komi čakala, da se je takšen nastop recimo zgodil. Ja, itak. Samo, kaj pa recimo med časom te korone si tudi kakšne recimo Facebook koncert ali pa Instagram koncert? V bistvu jaz sem si izmislila glasbeno vilo Ajdo v tem času in sem vsak teden izpolnila 3 glasbene želje ljudem, ki so mi zaupali njihove glasbene želje. Preko Facebooka? Ja. Aha. In kako si potem to pela, v bistvu si posnela in potem dala na YouTube ali bi so potekalo to v živo? V bistvu en čas sem v živo, ampak jaz nisem tip, da bom rekla, ne vem, v soboto ob 5 bom tam. Meni zmeraj v življenju pride nekaj vmes, zadnji moment, tako kot danes, ne? Ja. In pač jaz sem rekla, jaz ne morem na tak način, bom rajši posnela, ker bom imela čas in potem sem objavila, no. Mislim, posnela sem tako prvo, tako da je bilo ful živo. So bili zadovoljni? Ja, zelo. Torej, letos smo rekla, morda še pesem, ali je to si prihranila spot in pesem za naslednjo leto? V bistvu skladba bo zagotovo, ker jo bom prijavila na festival, ampak še ne smem nič povedati nekam in skladbe ne smeš objaviti, ne, če se prijavi na festival, ker mora biti nepoznana in neprijavljena. Lahko si mislimo, kje, ne? Ok, super. Zdaj, super, da si prišla, res. Hvala za povabilo. Zdaj, mogoče še mi dva, preden se poslovimo od naših gledalcev in gledalk, začasno, na zdrav, imaš te milončki. Ti imaš Queen, jaz imam Pink. Na zdravje. Zdravje. Seveda so še lončka oba na voljo, za tistega, ki nas v prvi poklical. Tebi se zahvaljujem, da si prišla. Za moče pa besedico ali 2 za naše gledalce ali gledalke, potem pa se gremo kar tvoj spot pogledati. Izvoli. Dragi poslušalci, poslušalke, upam, da vam je bila moja predstavitev všeč. Moj novi spot si lahko pogledate na YouTube, vpišete samo Ajda, čas da zaživiš in si poslušate mojo novo skladbo. Vabljeni!